Mislim, da se bo zdajle Iztok lahko pridružil, pa bo začela. Živijo, Iztok, se sliša? Ja, živijo. A je v redu, slušalke? Odlično te slišim, odlična kvaliteta, tako da bova lahko tole tudi speljala. Živijo, hvala, da si se lahko pridružil, kar nekaj topike za obdelati in me veseli, da po nekaj časa zopet lahko kakšno rečejo na temo NBA lige, Lakersov in vsega dogajanja v zadnjem času. Super, hvala tebi za vabilo, ne? Ja, hvala, da si se odzval. Vedno mi je všeč poslušati tvoje mnenje. Vem, da res podrobno spremljaš NBA ligo in analiziraš in tvoje mnenje resnično tudi cenim in verjamem, da bojo tudi poslušalci. Mimogrede, tokrat ne bomo sprejemali v živo klicev, z Istokom bo imela ta pogovor, Marko se bo še malce kasneje, malce zamuja, pa pridružil nekaj minut kasneje, ima tudi nekaj vprašanj zate. Če pa imate kakšno vprašanja, jih pa lahko spodaj v komentarje napišete. Nekaj vprašanj si pa tudi že dobil, so jih pa tudi že poslušalci napisali pod objavo v Spaceu, tako da se bomo lotili teh vprašanj, ampak če pa želite med samim Spaceom še kaj dodati, kakšno vprašanje postaviti ali pa kakšno mnenje, pa spodaj desno je prostor za komentarje, pa lahko tudi tam napišete vprašanje. Ampak sva rekla Istok, da morava v bistvu s to zadnjo novico začeti. Saj bova celoten redni del sezone obdelala in potem šla tudi na playoff, vse ostalo, ampak ravno prej je, kakšno uro nazaj, Šams Charania sporočil, da je Liga NBA v sodelovanju z sindikatom igralcem, da so odobrili prošnji Luke in Cada Cunninghama za to, da lahko konkurirata za sezonske nagrade, kljub temu, da nista izpolnila tega pogoja 65 tekem. Mimogrede tudi Anthony Edwards je zaprosil za to, vendar njemu niso odobrili. Zgleda, ja, ne vem, kakšno je tvoje mnenje o tem? Najprej o tem pravilu in potem o tem, da so odobrili Luki in Cadu, ne pa Anthonyju Edwardsu in seveda se to gre nekako z roko v roki. Zdaj, najprej, preden sploh povem svoje mnenje, jaz mislim, da je to res dobra novica, tako za Luko, tako kot za nas Slovence, za vse navijače slovenske NBA, to, da je Luka spet, po ameriško povedano, eligible za te nagrade. Že lani zaradi poškodbe mu je ta naziv, recimo prvo peterko lige NBA ušel. Letos jaz mislim, da je skoraj zagotovo, da bo tam spet pristal šestič v svoji karieri, kar je res neverjeten uspeh in jaz mislim da si Luka to s svojimi igrami letos zaslužil. Zdaj, kar se tiče pa te odločitve, po moje je bila majčkeno pričakovana, ker za NBA se je našel res v eni taki zagati, da bi recimo bil Luka kot prvi strelec lige, tudi ne samo po povprečju, ampak po skupno doseženih točkah ne bi prišel v ta izbor. V končni fazi jaz mislim, da majčkeno je nam, bomo rekli, ko gledamo to slovenskega zornega koda, šla tudi ta Cadova situacija, ki je imel listko 64 odigranih tekem, na koncu, če se ne motim, da je šla na roko, ker so dva igralca, ki ste definitivno zaslužita oba izbor, saj v prvo in drugo peterko, da je NBA videla, da mogoče to pravilo pa ni v bistvu ne deluje najbolj tako, kot so si oni predstavljali. Takrat so ga postavili zato, ker je bilo ogromno tega počivanja, se pravi, igralci so spuščali tekme zaradi load managementa. Zdaj smo videli pa, da dejansko igralci teh tekem ne odigrajo zaradi velikih obremenitev pa poškodb. Tako da tudi Jokić je bil zelo blizu, Wembanyama je bil blizu, Kawhi, vsi so prišli do teh. Ravno 65 tekem, Jokić in Wembanyama. Ja. Tudi Kawhi je prišel do 65 tekem, tudi jaz mislim, da bo en od teh izborov prišel. Recimo Wembanyama situacija je bila zanimiva, ker če pogledaš njegovo uradno statistiko, ima 64 tekem, zato ker on je igral tisto 65 v finalu play-ina, ki je pa uradna statistika. Pokala, ne play-ina, ki je pa uradna statistika lige NBA ne beleži nikjer. Tako da... Ja, v bistvu niti nisem vedel, ker vedno v bistvu so govorili, da
polfinalna in finalna tekma pokala ne šteje v tekme rednega dela sezone, tako kot tekme predtem v pokalu, ki štejejo dvojno. Ampak pa smo zdaj izvedeli, da štejejo v bistvu. Tako da več čas vedimo tudi nove stvari in tudi pri tem pravilu 65 tekem sploh nismo vedeli, da obstaja ta možnost pritožbe in tega. Tako, to se pravi. Jaz mislim, da so to tudi neke stvari, ki so se zdaj dodatno raziskale zaradi teh zelo zvenečih primerov. Jaz sem takrat napisal, da mogoče, ker se je to zgodilo, da bi mogoče mogli dodati še nek dodaten, ali pogoj. Se pravi, 65 tekem, ne vem, ali 2000 minut, ali pa nekaj, kar bi pač izbrali. Ker recimo v Lukatovem pa Kejdovem primeru spet, jaz mislim, da sta igrala kar precej več minut kot določeni igralci, ki so imeli več tekem. Tako da spet, kaj je tukaj najboljša stvar? Jaz mislim, da včasih je bilo to, da so pač to nalogo, pač ta kriterij prepustili glasovalcem. Vemo pa, da tudi ti, ki glasujejo, niso vedno, ali pa v večini primerov, ali pa v dosti primerov se ne lotijo tega zelo, bomo rekli, študiozno, tako da tudi to včasih ni najboljša rešitev. Tako da, tako kot vsa pravila, jaz mislim, da jih bo NBA malo korigirala. To, če se mene vpraša, glede na kakšne druge lige ali pa kakšne druge športe, pač NBA tukaj je dokazala, da pač ta pravila bo sproti spremenila pa adaptirala. Ja, absolutno meni se je zdelo to pravilo neumno, že ko so ga sprejeli, neka arbitrarna številka, ker ne vem, kakšna je razlika med 64 ali 65 odigranimi tekmami, še posebej, če govorimo o teh najboljših igralcih, ker nenazadnje so vedno glasovalci seveda upoštevali to število odigranih tekem. Mislim, da je bil Walton edini MVP, ki je odigral manj kot 60. Da je tukaj glavni razlog, zakaj se je to pravilo uvedlo, je pač zato, ker je NBA ni bilo všeč ali pa liga jim je šlo v nos to, pač, da so zvezde tekme spuščali. In zdaj vedeli so, da skozi nagrade, vemo pa, da nagrade niso sam prestiž, ampak imajo velik vpliv tudi na pogodbe, se pravi izbori v določeni naslovi, ne vem, za igralca, obrambnega igralca leta, All-Star, All-NBA predvsem, lahko tudi ima vpliv na bodoče zaslužke in pogodbe in te stvari igralci zelo upoštevajo, ker potem, kjer se vmeša denar, je pa potem stvar še veliko bolj resna. Mimogrede, ki si omenil seveda minute, in to je tudi ena stvar, o kateri seveda morajo razmisliti. Luka je odigral več minut kot Jokić, kot Shai, 400, 500 minut skoraj več od recimo Wembanyame. Tako da ne glede na to, da so odigrali tekmo ali pa Shai 4 tekme več od Luke, je Luka po minutaži še vedno prekašal in verjetno je tudi to eden od faktorjev, ki bi jih morali upoštevati. In samo ta neka naključno določena meja se meni ne zdi. Če smo pošteni, tudi Anthony Edwards je igral 2137 minut, ampak on je prišel samo do 61 tekem. Jaz mislim, tudi jaz mislim, da so mu manjkale 4 tekme, zato pač ta njegov apel ni šel skozi. Na koncu, zgleda, da zdaj smo izvedeli še za eno novo pravilo, da recimo, če odigraš 63 tekem, potem lahko pride do tega spodbijanja oziroma vložiš prošnjo, po kateri zaradi kakšnih posebnih okoliščin, kot v primeru Luke, ki je potoval v Slovenijo na rojstvo otroka, ali pa, zdaj ne vem, v primeru Kejda so omenili to njegovo poškodbo, ampak načeloma poškodbe predtem niso omenjali kot možnost, zaradi katerega bi lahko uveljavilo to pravilo. Tako da skratka, vidi se, da ni, mislim, že spet po domače povedan, mešajo štrene in delajo zmedo tam, kjer ne bi bila potrebna, ki so jo povedali, tako kot si ti povedal, ta load management in seveda pritisk, ampak meni se nikoli ni zdel to problem, ker seveda je ta load management posledica tega ritma tekem, ki se zdaj igrajo in košarke. Liga je v zadnjih 3 letih toliko spremenila, da bomo zelo težko videli zvezde igrati 75 plus tekem. Videli se je, da je res, pač ritem je res toliko naporen. Če so ekipe pametne, če vedo, kaj delajo, potem bodo. V večini primerov, tako kot smo rekli, letos smo videli Shai, Jokić, Luka, tudi Wembanyama v končni fazi, vsi te igralci niso spuščali. Jaz mislim, da je mogoče Luka na začetku sezone en back-to-back sedel, ostale tekme so bolj tako ne spuščali zaradi raznih večjih ali pa manjših poškodb.
Absolutno. Marko se nam je še pridružil. Marko, če želiš tukaj kaj dodati, ti kar uskoči z Istokom, so začela v tem pravilu 65 tekem. Govorite o nagradah konec sezone. O pravilu 65 tekem, ker so Luki ravno prej sporočili, da so pač odobrili njegovi in Kejdovi prošnji, ne pa Entovi. No, isto, kjer sem te hotel nekaj vprašati o MVP-ju, če smo že pri temu, če lahko o temu že govorimo. V bistvu sem mislil to malce za kasneje. Sem mislil to potem za malce kasneje. Ja, zdaj sem samo zaradi tega, ker je aktualna bila ta novica, ampak dajmo kar preskočiti na sezono, pa bomo potem za konec še več o teh nagradah. Ampak dajmo se lotiti najprej rednega dela sezone Lakersov. Lahko bi rekel več sezon v eni. To sezono bi lahko na več kosov razdelili, več segmentov, več delov. Manjkali seveda Luka, manjkal LeBron na začetku, potem dolgo časa Austin Reeves. Na koncu mislim, da so odigrali manj kot 20 tekem skupaj, če se ne motim. Res neka minorna številka, ki so Luka, LeBron in Austin Reeves odigrali skupaj. Ampak v marcu je zgleda vse začelo končno, nekako je kliknilo, ekipa se je postavila, Luka je igral na vesoljskem nivoju, LeBron je sprejel svojo vlogo, recimo temu tretje opcije tega konektorja, Austin Reeves je igral kot dobra druga opcija v ekipi, roleplayerji so sprejeli svoje vloge in smo končno dobili temu žare kupanja, kanče kupanja, da morda pa Lakersi lahko le nekaj naredijo v play-offu in potem bum, disaster. V prvih 3, 4, 5 minutah tekme proti OKC-ju sta se Luka in Austin Reeves poškodovala in seveda je to spremenilo vsa naša pričakovanja, napovedi, ampak da ne bom predolg, kako bi ti povzel to sezono, Istok, kje bi sploh začel? JJ Redick je eno lepo besedo uporabil, ki je opisal sezono, je rekel disjointed, se pravi, ne vem, kakšen je slovenski ekvivalent, nepovezana, tako, ne. Pač, kot si rekel, več sezono eni, začel se že z poletjem, sestavljanje v bistvu ekipe, krpanje ekipe, mi smo celo sezono govorili, pa še vedno verjetno, da so vodstvo ekipe, front office to sezono vzel bolj kot prihodno sezono. Potem je prišla še ta situacija z LeBronom in jaz mislim, da jih mogoče dober začetek kar malo presenetil. Mislim, da začeli so 15-4, Luka in Reeves sta res fenomenalno takrat igrala, predvsem tudi Austin Reeves je takrat prekinil te malce, Istok. Ja, a se slišimo? Zdaj se, ja. Ja, zdaj v redu. Ja, tako da Luka, rekel sem, Austin je imel res super začetek te sezone in potem so se pa začele prve poškodbe. Glavno, ko se je LeBron vrnil, par tekem so odigrali skupaj, potem so se pa začele prva Reevesova poškodba, Luka je imel eno krajšo poškodbo in to se potem do konca sezone skozi izmenjevali. In težko je bilo najti ten ritem, tudi če se spomnite začetka sezone, malo se je iskal, kaj je zdaj ta idealna prva peterka, potem in na koncu, tako kot si rekel, so mogoče to optimum v tem obstoječem rosterju najdel z Marcusom Smartom. Tudi za njega vemo, da je imel sicer sezono nad pričakovanjem, ampak je na koncu vseeno odigral tudi sam 62 tekem. Tako da tudi njegova izostanek, jaz sem napisal takrat, preden sta se zadnjo Lukova pa Austinova poškodba začela. Jaz mislim, da je bil recimo Smartov izostanek pa poškodba prvi mogoče znanilc, da je bilo teh minut preveč, da je bilo tega loada preveč, da so Martoni v bistvu vzeli že kot, bomo rekli, en tak zelo 100% run, kjer so reševali situacijo glede play-offa, glede home court advantage-a, ampak so igrali te nosilce ogromno minut. In potem, ko je enkrat Smart odpadel, videl se v tistih zadnjih tekmah, da je, ne vem, Reeves recimo mogel ob temu, da je imel dosti veliko breme v napadu, ne vem, tudi recimo kri Jamesa Hardena, ki so igrali proti Clevelandu, podobne zadeve. Tako da
Zanimiva sezona je pa tudi to stvar, sem eno stvar v Substacku napisal, ne, da je ne glede na vse, kakršna sezona je bila, koliko je bilo poškodb, na koncu, če pa pogledamo zgodovinsko, to najboljša sezona Luke Dončića v ligi NBA. Ne. 53 zmag nikoli ni dosegel, tudi 65% odstotek zmag, ne, tistih krajših sezonah, ki so bile covidu. Tako da zanimivo, ne, da je imel, ne glede na to, da je bil v Dallasu dolgo zgodovino, da je lani z Lakersi dosegel najboljši rezultat, kar se tiče mesta, ne, da so štartali s 3. mesta, če se ne motim, letos pa najboljši rezultat, kar se tiče zmag. Mogoče meni res osebno žal, da se je na koncu končalo tako, kot je, ker jaz mislim, da če se ne bi poškodovala Luka Paris, da bi lahko prišli do, ne vem, 54, mogoče celo 55 zmag, kar bi bil res zelo lep rezultat za to ekipo, ki so ji pred sezono, če se spomnite, napodovali tam okoli 47-48 zmag, najbolj optimistično, in večina jih je imela tam nekje v play-in mestih. Marko? Jaz ne vem, kaj je tle kaj za dodati, no, razen tega, da je mogoče LeBron res rabil kar dosti časa, da se je našel kot tretja opcija oziroma konektor, in tu se postavlja vprašanje, ali je to svojo vlogo dovolj dobro sprejel, da bi rad še eno sezono z njimi odigral, kljub temu, da play-offi verjetno zdaj ne bodo optimalni, normalno, ne vemo niti, če bo šli čez Houston, oziroma mogoče lahko to tudi pustimo za kasneje, naslednjo sezono, ampak isto, misliš recimo, da, no, moja priljubljena topika je Ayton, ne? Ja. Že od samega začetka sem bil proti temu, da bi on igral za Lakerse, ampak misliš, da je zdaj dokončno sprejel to vlogo, ki jo je kazal v zadnjih tekmah, ali misliš, da je to samo Zdaj govorimo o začasno? Aytonu. O Aytonu govorimo, ja. Ja, jaz mislim, da Aytonov problem niti ni bila to, da ne bi sprejel vloge. Mislim, da jih pač tudi on tekom sezone, sicer so bile neke debate o tem, a bo igral kot Clint Capela, ali ne bo igral kot Clint Capela, ali bo kakšno drugo vlogo imel, ampak jaz mislim, da je pač njemu bilo jasno, kakšna bo njegova vloga. Jaz mislim, pri njemu je večji problem ta, ki ga pač spremlja celo kariero, in to, da je on zelo nekonsistenten igralec. In jaz mislim, da to, to je dejstvo, da tudi to, s kakšno intenziteto ti igraš, koliko časa, je pač en talent. Imaš igralce, ki lahko igrajo z visoko intenziteto večino časa, imaš pa igralca tipe DeAndre Ayton, ker jim Američani pravijo, da imajo low motor, ne, se pravi, pač, da zelo težko igra z visoko intenziteto, in to ga spremlja celo kariero. Jaz mislim, da tukaj se JJ Redick pa ekipa, jaz mislim, da se tukaj zaslužijo pohvalo, no, kako so to situacijo z njim pripeljali do konca, ker mislim, da so zbrali ravno prave momente tega, koga ga hvaliti, koga ga porivati naprej. Sred sezone vemo, da je tudi kar na velikih tekmah obsedel, tako da med to balansirati med pohvalo, kritiko, med tem, koliko minut mu dati, da pač to, da je tako, ko prišlo do konca, da je bil to uspeh. Je pa dejstvo, da ni on igralec, sploh v tej sestavi ekipe, kjer je kar nekaj teh igralcev, ne, ki niso, da bomo rekli, super agresivni igralci z visoko intenziteto, recimo podoben je Rui Hachimura, ne. Tudi če pogledamo Luka, LeBron, Reeves, ne, že z vloge, ki jih igrajo, težko te zadeve igrajo, ali pa LeBron, tudi če sprejme drugo vlogo, pri 41 letih je težko pričakovati, da bo pa zdaj on celo sezono vsako tekmo igral 110%. Vidimo pa, da najboljše ekipe lige NBA pa igrajo tako. Se pravi, Oklahoma, San Antonio, Detroit, to so ekipe, tudi Houston, ki igrajo celo sezono z 110% gasom, to so mlade ekipe, in zato so tudi Lakers imeli izredne težave, ker oni pa so težko preklopili na njihovo pač hitrost ali pa intenziteto, ali pa proti najboljšim, kot se je pokazalo v vseh tekmah proti Oklahomi, pač tega enostavno niso mogli v temu imparirati. Misliš, da bi bilo smiselno, če on slučajno vzame to drugo leto, to opcijo, glede na to, da ga pač ne more noben prisiliti, da se bo bolj potrudil, ne, ga mogoče razvijati v smer kakšnega Brook Lopeza ali česa podobnega?
Misliš, igralsko kot nekega šuterja? Tako, ja. Ja, to je zanimiva zadeva, ker ena stvar, ki je pri njemu, je to, da ima izredno mehko roko. In to je, on je najboljši. Ampak nikoli ni hotel trojk metati, nikoli ni ta pol razdalja. Je ena zgodba zanimiva. Jaz poznam enega človeka, ki dela za Portland, z njihovim scoutingom, tudi z analitiko. In takrat, ko smo delali profil za Aytona, je bilo v bistvu, oni so probavali njega. Tudi če pogledate Portland, kako igra zdaj s Klingonom, Klingon meče trojke, ima zeleno luč, da jih meče. Pa jaz rekel, da ima veliko manj mehko roko, bi mi rekla, po košarkarsko kot DeAndre Ayton. Ampak problem takrat da je bilo, da so ugotovili nekako, da pač ta dodatna razdalja, da se je zelo težko adaptiral, da pač njegova parabola, če pogledate njega, on ima ta med spol razdalje zelo malo naklona, zelo naravnost. Tako ima flat, ja. Tako, in to mu je kar velike težave delal, tako da vsaj takrat, ko so oni to probavali, ni da niso, to sem hotel povedati, so, ampak pač nekako to ni uspel. Zdaj bomo videli, ne vem, bo zanimiva situacija. Jaz mislim, da za Lakers se definitivno kako bojo oni se lotili te naslednje sezone, pač bo zelo fascinantno za spremljati. Bomo videli, začeli se bo po mojem vse z Reevesom, potem pa vse okoli tega, kako zapolniti situacijo. In jaz mislim, ob Luki, sploh pa še ob Reevesu, da ti rabiš pač to, kar sem prej rekel, čim več teh high motor, agresivnih igralcev in tudi enega centra, ki je en difference maker v obrambi, kar pa DeAndre Ayton ni. Ja, domnevam, da si Majka Šmico mislil s tem konekcijo v Trailblazersih. Vem, da je bil. Ampak vem, da on je bil recimo zelo visoko je cenil Aytona, ko je bil še na draftu in ko je delal še za Draft Express. Pa sem domneval, da zaradi tega, ki je prišel pol v Trailblazerse, da je poskušal še vedno rehabilitirati Aytona, ampak mu ni uspel. V vsakem primeru čaka Lakerse poleti ogromno dela. Največji problem je pa seveda, da zdaj ne bomo dobili tistih najpomembnejših informacij, ki smo jih želeli. Ravno omenil si zdajle Iztok Austina Reevesa kot tisto prvo stvar, ki jo morajo, oziroma prvi posel, ki ga morajo poleti opraviti. Ampak ravno čakali smo, da bomo videli v tem play-offu seveda Austina in videli, če lahko končno odigra kot tista druga opcija v play-offu in tudi upraviči visoko pogodbo, ki jo bo verjetno zahteval na trgu. Zdaj tega odgovora ne bomo dobili. In seveda je to zdaj še toliko večja neznanka, kako, oziroma predvsem seveda je vprašanje, kako visoko pogodbo mu ponuditi. To je pač stvar, ki jo bomo mogli v klubu zelo dobro preceniti. Je pa dejstvo, da glede na to, da morajo oni zgraditi skoraj celotno ekipo, večini igralcev, tukaj je, mislim, da so 4-5 igralcev, se pravi Luka, Wendell, Rayja, ki ima še za eno sezono, pa Ruki, Adu, ki imajo pogodbe, vsi ostali, ali imajo opcije, ali se jim pa pogodbe iztečejo. Tako da težko je celo ekipo na glavo postaviti v prestopnem roku. Tudi če misli, če recimo v ekipi ocenijo, da mogoče Austin Reeves ni najboljši drugi igralec ob Luki, je vprašanje, ali lahko v tem momentu boljšega najdejo, kar je, jaz mislim, kar velik challenge. Tako da jaz mislim, da Austin Reeves je vse dokazal v letošnji sezoni, česa je sposoben. Tudi jaz mislim, da ta njegova kemija z Luko pač je očitna in jaz mislim, da verjetno bojo oni poskušali vse pač, da podpiše novo pogodbo. Zdaj, kakšna bo ta pogodba, bomo videli, in mogoče šla ta situacija za tem, kako se je sezona končala, celo na roko, da mogoče ta pogodba ne bo, mogoče bojo tukaj malo bolj fleksibilni, kakor bi drugače bili, če bi on sezono končal tako, kot je začel. Tako da to bomo videli. Dejstvo je, da oni, pač, kar se tiče njega, imajo zelo malo manevrskega prostora. Tako, kot sem rekel, oni bojo mogli, pač tazga igralca je treba vse nekako nadomestiti v ekipi. Tako da v temu
poletju bo pač večino vzvoda ali pa karte v roki imel on. Tudi če bi oni se dogovorili za nek sign and trade, vsem bo on tist pa njegov agent, ki bojo mogli sodelovati pa sprejeti situacijo. Tudi tako, to, da mislim, kako bo cela dinamika salary capa delovala poleti, Reeves bo, se pravi, njegova pogodba oziroma on bo bremenil salary cap sam za 20 milijonov, tako da je lahko tista zadnji mozaik, ko podpiše vse ostale igralce, kar je spet ena prednost za Lakerse. Se pravi, vsem, če pogledaš 20 milijonski cap hold ali 21, mislim, da je tam nekje številka, tazga igralca zelo težko dobiš. Tako da verjetno optimalno, če bi rekli, če bi imel zdaj čarobno palčko, pa bi lahko zbirali, kjer je najboljši komplementaren igralec ob Luki, verjetno bi bil do drug, ampak jaz mislim, da v tej situaciji, ki Lakersi bojo poleti, bojo to težko rešili. Tako da jaz bi tukaj več upal polagal v to, da probajo potem ostale ključne nosilce ali pa jedro ekipe najdeti in začeti graditi neko celoto, pa potem, če se bo izkazalo, ne vem, v sezoni, v naslednjih sezonah, da mogoče pa vsem ta kombinacija z Reevesom še vedno ni optimalna, pa potem to takrat reševati. Absolutno ga ne morejo izgubiti zastonj. To bi bil absolutni disaster. Kako je bilo to v Dallasu z Dylanom Brunsonom in potem so imeli pač po eni strani res veliko srečo ali pa mogoče pogum takrat, da so pač vzeli gamble, ki je v takratni situaciji bil Kyrie Irving. Ampak vemo, da je bila sezona takoj zatem, ko so s kakšno ekipo so šli, takoj zatem, ko so izgubili Brunsona. Tako da to je ena situacija, ki bi bila zdaj za Lakers katastrofalna. Iztok tega Reevesa, ki smo ga videli na začetku sezone, še posebej v tistih par tekmah brez Luke, ko je praktično sam zmagoval tekme, nismo potem sploh videli niti po poškodbi, niti ko je prišel malo bolj k sebi. Misliš, da lahko on tako igra celo sezono, ali je to samo zaradi poškodbe izgubil neko hitrost ali pa feeling ali pa šut? Kakšnega Reevesa lahko pričakujemo naslednjo sezono? Jaz mislim, da on je vsem te poškodbe, ki jih on imel, niso bile lahke poškodbe. Plus tista situacija, ki smo govorili, da so se potem, ko se on vrnil, pa sta Luka in LeBron nekaj časa nosila, so se malo lovili. Če se spomnite, oziroma se Matej to omenil, pred tem marčevskim nizom je on bil nekako tista tretja, recimo, opcija in potem, ko je LeBron zopet spustil par tekem, pa so potem Luka pa Reeves, če se spomnite, takrat je bila veliko govora o tem, da ne morejo nobene dobre ekipe zmagati, pa so potem, če se ne motim, zmaga New York pa Denver. In potem je Reeves spet, recimo, prišel nazaj na to, da je bil nekako druga opcija. Tako da jaz mislim, da on definitivno je pokazal, da ima en talent. Jaz mislim tudi ena stvar, ki je, jaz mislim, zelo pomembna, ko se išče komplement Luki, in tukaj pa je, recimo, mene Reeves zelo spominja na Dylana Brunsona. Spravi, igrati z Luko Dončićem, dostikrat se to, ne vem, v slovenskih medijih ali pa tudi mi govorimo, da ni lahko. Pa ne, da ni lahko zato, ker je on, ne vem, toliko težaven igralec, ampak ker igra na en specifičen način in moraš znati preklapljati med temi vlogami, pač, da si, ne vem, veliko časa moraš znati igrati brez žoge, ko on v določenih posestih moraš spet igrati žogo in tako naprej. Tudi jaz mislim, da ta del, ki je imel Jalen Brunson, bi jaz rekel, ta emotional intelligence, ki pravijo Američani, da imaš to neko empatijo, da razumeš, ne vem, situacijo, v kateri je Luka, v kateri je ekipa, ki je okoli Luke, in tukaj jaz mislim, da je to on definitivno ima. Tako kot recimo se vidi pri JJ Redicku. Tako da jaz mislim, da ta stvar spet ni samo po sebi umevna. Moramo vedeti, da so te zvezde v ligi NBA vedno večina njih veliki egoti, in da tudi to je ena stvar, ko zlagaš ekipo, ki je po moje ni zanemarljiva. Recimo, za mene osebno večkrat smo govorili, ne vem, kdo bi bil idealni v preteklosti, ne vem, Anthony Davis ali pa Jaylen Brown. Ampak vidimo, Jaylen Brown po temu, da je
pa ne, da bi ona dva s Tatumom imela kakšne probleme v kemiji, ampak on je dostikrat rekel, ne, da se on sebi vidi kot prvega igralca ali pa da bi lahko bil najboljši igralec. Tudi to sezono je zelo osebno vzel. Tako da hoče reči, vprašanje je, kako bi en tak igralec recimo zraven Luke potem funkcioniral. Pa zdaj ne govorim, da ne bi, samo pravim, da je pač tako, kot za Reevesa vemo, da je tega sposoben in da tukaj nima s tem problemov. Vprašanje pa je, tako kot si ti rekel to, a je on sposoben tega nivoja čez celotno sezono, to bomo pa videli. Jaz mislim, da kar se tiče talenta, mislim, da je. Fizično je pa to drugo vprašanje, ki je mogoče ga bo mogel on nasloviti tudi med off-sezono. Ko omenjaš talent, se pravi, ti misliš, da je lahko Austin Reeves druga opcija v resnem kontenderju, v šampionski ekipi? Predstavljaš si ekipo, ki osvoji naslov z Austinom Reevesom kot drugo opcijo? Zdaj, naslov je zelo težko govoriti, zato ker je konkurenca. Tem govorim, saj resen kontender. Recimo tisto, da lahko rečeš, da je ekipa, ki lahko v seriji proti Oklahomi ali Spursom recimo vstopi v tako serijo, vsaj 50-50, mogoče 55-45, ampak da ima resne možnosti za to, da jo premaga. Ja, jaz mislim, da je tukaj zelo odvisno od tega, kjer ostali igralci so okoli njih. Mogoče, da to zdaj težko rečemo, moramo videti eno serijo, ne? In kot si rekel, letos se ne bomo. To je tista caka. Kar jaz pravim, da jaz mislim, da tukaj bomo težko v tej off-sezoni to stvar ne binarno rešili ali pa ne. Kar govorim je, da verjetno je igralec tipa Austin Reeves nekdo, ker si bomo imeli ogromne probleme najti druge, bomo rekli tretjega, pa četrtega, pa petega igralca te ekipe. Ne? Tako da težko bojo najdli še drugega. Tako da jaz mislim, da je sigurno igralec, ki ima kvaliteto in če bojo oni, ne vem, najdli tretjega, drugega, tako kot sem prej rekel, tretjega, četrtega, petega igralca, pa sestavili neko ekipo, ki ima neke, bomo rekli, predispozicije moderne ekipe, tako kot smo prej omenili Oklahomo, San Antonio, Detroit, sprav atlete, fiziko, obrambne igralce, jaz mislim, da sigurno lahko postavijo resno ekipo. Ne? Saj, če smo konec koncev, če to sezono pogledamo, do kje so prišli, se pravi 53 zmag, lahko bi bili z malo več sreče s poškodbami tretji nosilc. Tako da že ta ekipa nam rekla, da je resen kontender, ampak je ekipa, ki sigurno bi lahko prišla do druge runde z malo sreče, recimo tudi finala konference. Zdaj za naslov, to je pa drugo vprašanje, ampak jaz mislim, da morajo tukaj Lakersi, pa nam Slovencom verjetno to težko slišati, ker pač je to zgodba, ki smo jo videli z Luko že v Dallasu, ampak težko bojo 2-3 stopnice preskočili. V enem poletju, ja. Čeprav, veš kaj, če se Reeves želi zgledovati po nekomu, kako je igrati najbolje zraven Luke, ne rečem, Brunson je seveda odličen igralec, ampak mislim, da če se Reeves želi zgledovati po nekomu, je verjetno boljše po Irvingu, ko mislim, da je bil daleč najboljša druga opcija zraven Luke. Jaz sem mislil tukaj Brunsona bolj na, bomo rekli, čista osebnostni karakter, nivo, kako je funkcioniral z Luke. Drugače pa zdaj, to je, jaz osebno mislim, da verjetno ob Luki najboljša druga opcija bi bila, ne vem, nekdo, kot sem prej omenil, ali igralec center tipa Anthony Davis v primu, ali pa, ne vem, igralec tipa nek wing scorer tipa Jaylen Brown, Kawhi, nekdo tak, Paul George v primu, ki je bil lahko druga opcija, ampak je tudi ima ta size, ima atleticizem, pa recimo tudi zelo kompetenten v obrambi. Tudi prime Jrue Holiday se meni zdaj idealna dvojka, poleg Luke, recimo. Recimo nek obrambni igralec, branilec, ki pač vrši pritisk na žogi. Mogoče, ki ni ravno desetka v napadu, ampak je recimo devetka, ravno dovolj, ampak desetka v obrambi. Definitivno, ja. Prime Jrue Holiday je pač idealen fit. Tako da, ampak težko je te igralce najti. Jaz recimo, če ste gledali, ne vem, play-in recimo, ali pa jaz sem že nekaj časa govoril,
tudi pred to sezono, zdaj bo tudi to težko, recimo igralec tipa Deni Audija, ne. On je, če mene vprašaš, en igralec, ki je hiter, res dominira v protinapadu, zna neki žogo, ima size, tako da Mogoče malo preslab met samo za 3, predvsem iz razdalje. To bi sam še rad videl, da bi malo popravil in bi ampak vem, kaj misliš z tem prototipom. Govorili smo o Pascal Siakam, taki igralci, ampak spet to, jaz mislim, da bo ta idealen fit velik, da to se ne bo zgodilo čez noč in da Reeves, glede na to, koliko je ta franšiza, pa Rob Pelinka, pa vsi, koliko so v njega investirali, da pač morajo, pa jaz ne rad govorim tako kot Američani o igralcih kot v esetih, ampak jaz mislim, da to investicijo pač bojo mogli oni naprej graditi. Zdaj, a bojo kdaj to investicijo ali pa to, kar imajo v njemu, uporabili za to, da mogoče ekipo spremenijo, bomo videli. Možno. Isto, kaj pa misliš, oprosti Matej. Izvolja, kar. Kaj pa misliš, recimo, če bi Orlando obupal nad Pavlom Bankerom, se ti zdi on ena tašna zanimiva opcija zraven Luke? Meni je bolj Franc, kot Pavlo, če se strinjam. Zato, ker Franz Wagner je spet neki igralec. To je itak, da je Wagner bolj paše, ampak on ni dosegljiv, ne? Bankerov mogoče bolj. Ne bo tudi Bankerov, po mojem. Ne vem, jaz mislim, da bomo videli, ne. Meni je zelo težko rečem. So to sigurno igralci, jaz mislim, zakaj sem rekel Franca, zato ker spet je mogoče drugačen profil igralca, bolj komplementaren, bolj raznovrsten, tudi obrambno, boljši size spet, tako da sigurno, jaz mislim, da Franc recimo, je pa vprašanje, ne, jaz mislim, da pri Francu Wagnerju bi bila isto vprašanje, kot so pa Austinu Reevesu, ne. Tudi on nima nekega playoff traffic rekorda, tako, ne. Je pa dokazal, ne vem, v nemški reprezentanci druge, da mogoče sigurno pa ima ta potencial. Tako da, Pavlo, jaz mislim, da mogoče ta njegova igra je pa mogoče tudi, ne vem, videli smo, ne, zadnjič sem videl primerjavo z Aaronom Gordonom, pa njem, pa ni, kar se tiče atletskih predpozicij, ampak za Aarona Gordona v Orlandu je imel zelo podoben reputation, ne, ko je bil v tisti čudni ekipi prva opcija celo nekaj časa in je potem čisto spremenil. Jaz mislim, da Pavlo sigurno ima fizične predispozicije, da lahko igra drugače, pa vprašanje, ko si ti enkrat... Če ima mentaliteto. Tako, a si ti že tam, a ne, ponovadi to igralci tam nekje 25, 26, 27 let ugotovijo, da mogoče pa ni tako lahko biti ta prva opcija, pa mogoče tudi, ko so, ne vem, podpisali par pogodb, pa dobili neki individualnih, ne vem, dosežkov nagrad, pa potem spremenijo. Taki igralci, kot je Aaron Gordon, so v bistvu zelo redki, ker tudi on je bil zvezda v Orlandu, prvak v zabijanju, imel, mislim, da je bil 3. ali 4. izbor, v vsakem primeru je bil visoko izbran na draftu, ampak potem sprejel to vlogo, recimo 3. opcija ali pa celo 4. in tistega, ki je v obrambi igra v Denverju. In takih igralcev ni dosti, ampak moramo se seveda zdaj še na Lakerse in še eno veliko vprašanje v njih skoncentrirati. In seveda je res, to, kar si govoril o egu, o osebnosti, je izjemno pomembno. Eno je igralski fit na samem parketu, drugo je pa ta mentalni fit oziroma fit v garderobi, kemija, ta beseda, ki jo toliko omenjamo, pa je v košarki je res izjemno pomembna in se jo težko kvantificira, ampak vemo in vidimo to konstantno, da ekipe, ki uspejo, imajo vse dobro kemijo, so vse povezane, ne samo na parketu, ampak tudi izven parketa. In seveda je to zelo pomembno in tukaj pridemo seveda do tega velikega vprašanja LeBrona, seveda, kaj z njim. Ker namreč, ko si omenil, seveda, ko smo govorili o Reevesu, ni nobenega dvoma, da ga seveda ne smejo izgubiti, ga verjetno morajo zadržati, tudi kakšen sign and trade. Če bi o njemu razmišljali, bi težko, tako kot si omenil, dobili boljšega igralca,
v taki menjavi, zaradi tega ga bojo zadržali. Vprašanje je samo, za kakšen denar, in tisto, kar si omenil, je tudi zelo pomembno, da lahko njega na zadnje podpišejo in grejo za njega tudi preko kepa, ker imajo te njegove bird pravice, in jim zato to omogoča več manevrskega prostora, ne glede na to, za kakšno vsoto ga bojo podpisali, pa bo seveda samo vprašanje tega, koliko blizu bojo temu prvemu apronu ali pa, če ga celo presežejo, morda drugemu, in tukaj bo seveda pomembno, da bo recimo Austin Reeves podpisal za manj kot ta Max, ki je 240 milijonov za 5 let, okoli 40 milijonov na sezono pride nekaj več, oziroma 200 milijonov za 5 let, ja. Oziroma ne, nekaj več je, no, a mogoče, no, v vsakem primeru preko 40 milijonov na sezono je njegov Max, če se ne motim, vsaj povprečno pride preko 40 milijonov na sezono, ampak LeBron pa seveda je tisti, ki ga morajo pa verjetno, oziroma morajo to vprašanje najprej rešiti. Če z Austinom lahko počakajo, je LeBron prosti igralec, in če želijo, on ima pa seveda ta cap hold 50 milijonov, in največ prostora v proračunu zavzema, in zaradi tega ga bojo morali najprej ali podpisati, ali pa mu reči tadijo, in seveda, če ga podpisati za koliko. In morda bi morali celo začeti z LeBronom, ker meni se zdi to celo najbolj pomembno vprašanje, oziroma vprašanje, od katerega bo najbolj odvisna naslednja sezona. Kaj misliš tukaj, Iztok? Ja, ne, definitivno bo ta odločitev prva, bo, kot si rekel, zelo pomembna. Jaz mislim, da pač, kot si tudi sam rekel, za kakšno pogodbo, vse tukaj se zdaj že, ne, če malo spremljate medije, že špekulira, pa kdo bi mu koliko denarja ponudil, pa je to mid-level exception, pa če bi bil za ta denar, da bi šel lahko, ne, ali v Golden State ali pa v Cleveland. Jaz mislim, da za mid-level, Golden State, Cleveland, tako, za veteranski minimum, maksimalno mid-level. Jaz mislim, ne, da ni pomembno, ne, za koliko denarja, ker seveda je, ker pač glede na to, koliko bo imel salary cap, ti omeji, koliko imaš druge možnosti za druge igralce. Jaz mislim, da Lakersi vseeno bojo mogli pač enkrat začeti ekipo graditi res okoli Luke in pač presekati to zadevo, ne. Jaz mislim, da LeBron, zdaj mi gledamo še enkrat pač to z našega zornega kota Luke, slovenskega. LeBron, tudi njegova situacija ni najlažja, ne, pač on vedno igra, vidimo na kakšnem nivoju, veliko je dal klubu in verjetno tudi videli smo na začetku sezone, da vseeno ta situacija, kako se je že ta lansko poletje rešil, pač je bilo tukaj kar nekaj trenja, pa nekaj slabe volje z njegove strani, pa strani njegovega kempa. Ampak jaz mislim, da bo to ena zelo težka odločitev. Moje mnenje je verjetno, da Lakersi, pa ne zato, ker pač LeBron ne bi bil več sposoben dajati, ker vidimo, da določene stvari še vedno fenomeni, njega gledati, saj meni, ne glede na vse, koliko je pač v določenih delih bila limitirana ta ekipa, ampak gledati Luko, kot je bil rookie zraven, ne vem, Dirka Nowitzke na koncu kariere, pa zdaj zraven LeBrona Jamesa, pa to LeBrona Jamesa, ki še vedno igra na takem nivoju, kot igra, je pač bila zelo ena tak poseben, bomo rekli, del tudi Lukove kariere, ne, tako da to je sigurno. Ampak jaz mislim to, kar sem prej govoril, trend lige NBA, pa predispozicije, predvsem Luke, pa Reevesa, napram ostalim ekipam, je zelo težko potem neko moderno ekipo zgraditi, če je tukaj potem še LeBron James, zato ker hočeš nočeš pač Luka, LeBron imata določene in veliko dobrih lastnosti, pa tudi veliko ali pa določene slabosti, ki se pač zelo prekrivajo. Zato, tako da jaz mislim, da tukaj najboljše za Lakerse bi bilo, da bi našli neko pač rešitev iz te situacije, ne vem, ki bi bil, s katero bi tudi LeBron zadovoljen, je pa res, da bo to, da je situacija kar zapletena. Tako da bomo videli, kako se bo ta stvar rešila poleti. Ampak verjetno, vsaj moje mnenje je pač, da bomo videli, kako bojo te poteze vlekli, ampak jaz sem bolj na strani tega, da pač bojo mogli
to ekipo, neko novo jedro te ekipe postaviti, ker tudi vemo, da nekega kontenderja ne boš ti zgradil v enem poletju ali pa v enem letu, tako da zgubiti še eno leto, ob tem, da je bilo že to leto doslej, bomo rekli, prehodno, bi pa pač bil po moje kar problem. Ne. Ampak isto, tu je še vidik tega, da so Lakersi še vedno vodeni kot eno družinsko podjetje, kjer je dosti bolj pomembno to, kako se razumeš z tistimi, ki so na vodilnih položajih, kot dejansko tekmovalni vidik. Zdi se mi, da je ta potisnjen drugi plan in začenši s Pelinko in seveda potem tudi bivšo lastnico, bi rekel, da če oni ostanejo na svojem položaju, bo verjetno tudi pritisk, da LeBron ostane še vsaj eno sezono dosti bolj prisoten. Mislim, ne vem, če je tukaj res pritisk. Saj v končni fazi, če bi Lakersi tako razmišljali, verjetno bi mu že lani poleti ponudili podaljšanje. Res da je, da bi bilo takrat zneski drugačni. Ampak bomo videli. Jaz mislim, da tukaj se bo res videl, kakšen je input novih lastnikov, pa koliko dejansko je ta, tako kot si ti rekel, tekmovalni naboj ali pa bomo rekli komercialni naboj. Ne glede na vse, moramo vedeti, da so tukaj tudi še vseeno poslovni vidik pa denarji, ki so zadnji res neverjetni. Če ste gledali, mislim, da je bilo včeraj ravno objavljeno, kaj so najbolj gledani igralci, najbolj podrajeni dresi, je LeBron James še vedno na prvih mestih. Tako da tudi to je en vidik, ki ga mogoče mi, ki nas zanima samo rezultat, pa ne vodimo franšize kot biznis, mogoče ne upoštevamo toliko. Ampak bomo videli. Jaz mislim, da bomo videli, jaz pričakujem, da bojo verjetno se zgodile določene spremembe, določene so se že začele dogajati in da bo mogoče to novo vodstvo Lakersov, novi lastniki, novi ljudje, ki so že... Prosti, katere spremembe si imel v mislih, določene, ki so se že začele dogajati? Ja, to, da so že določeni ljudje so se že novi pripeljali v klub. Se pravi, Ginny takrat je takoj potem zamenjala svoja brata, ki sta vodila scouting department. Aha, si mislil, da misliš še kaj novejšega, okej. Zdaj so recimo določene zadeve v analitičnem departmentu, bomo videli za ostale stvari. Tudi govoril se je, ali pa Pelinka na zadnjič, ko je govoril letos ob trade deadlineu, je povedal, da sicer je on tisti, ki vleče poteze, ampak da sta tista dva svetovalca, ki sta tudi glavna masterminda ob Dodgersih, imata dajeta na svet ali pa inpute. Tako da tukaj je dosti neznank zdaj. Vemo, kako v Dallasu se je seveda z novimi lastniki povsem spremenila usoda franšize. Zdaj, tam so bili ljudje, ki sploh niso iz športa, nikoli nič imeli športom, prišli v seveda eno športno franšizo. Zdaj Walter je človek, ki seveda Dodgerse, kot si že omenil, je ogromno denarja vložil in povsem prenovil, prevetril celotno organizacijo v vseh aspektih in seveda se to odraža zdaj tudi v rezultatih. Ampak obenem je bejzbol seveda tudi liga, kjer ni tega kepa in lahko tudi v igralce vložiš neomejeno količino denarja, v NBA ligi pa seveda je ta kep in je še toliko bolj pomembno zdaj, da seveda ne samo dobro trguješ, da res maksimiziraš tvojo aktivnost na prostem trgu, ampak tudi na draftu. In to je tudi en aspekt, recimo, pri katerem so Lakersi v zadnjih letih redno pogrnili. Recimo, ko primerjam samo letošnje Boston Celtics s temi Lakersi, vidim ravno tisto glavno razliko seveda v ekipah v tem, da seveda Boston je dobro draftal. Vidimo zdaj, kako Hugo Gonzalez igra veliko vlogo, Baylor Shireman, Peyton Pritchard. Vse to so igralci, ki so jih oni draftali, medtem ko v Lakersih, kaj smo imeli v drafta? Dalton Knecht, Bronny James, predtem Jalen Hood, Shafino, Max Christie je bil dober, njega so tradali, ampak potem pa že spet žalost v bistvu tam od tistega Alonzo pa Ingram drafta naprej. Ja, no, saj tudi, Marko, ko si spraševal glede spremen, tudi glede drafta so pripeljali bivšega trenerja v inženirje Tony Bennett kot svetovalec Pelinki za draft. Saj spet to ni, mislim, da je to bolj
prehodna rešitev. Tukaj se bo, in tukaj je recimo stvar, kjer večina, bomo rekli, javnosti ali pa mogoče medijev v LA-ju pričakujejo, da tukaj pa so stvari, kjer ne bi novo vodstvo, pa to, da imajo, bomo rekli, več resursov kot druge franšize ali pa več denarja, pa lahko dela razliko, ker tukaj pa ni salary capa, se pravi, koliko resursov ti v scouting, v analitiko, v trening, v vse ostale back office zadeve vložiš, v front office. Tako da je pa vprašanje, a je to realno pričakovati že ta prestopni rok, že ta draft, vemo, da Lakersi imajo pik, ali je to bolj stvar, ki bo na dolge proge. Jaz mislim, da verjetno na koncu situacije bo nekje vmes, da mogoče določene stvari ne bojo, težko je pa pričakovati, da bojo zdaj oni imeli front office, scouting, analytičen department na nivoju Oklahome, Bostona, San Antonija. In seveda obenem tudi to zdaj ni najhitrejša pot do naslova, ki ga želijo osvojiti recimo z Luko oziroma z ekipo okoli Luke, kjer je treba seveda v naslednjih 3, 4, 5 letih nekako do konca Lukovega prima, kolikor časa bo trajal, pač probati osvojiti ta naslov. In tukaj bo treba seveda biti izjemno aktiven, in ko govorimo o teh premikih in seveda, kaj bo LeBron naredil poleti, in tukaj seveda se povsem strinjam s tabo, mislim, da je treba pač prerezati to vez. Zdaj, ena stvar bi seveda bila, če bi bil LeBron recimo pripravljen vzeti veteranski minimum in igrati 20 minut s klopi. Recimo, igrati trdo v obrambi, biti skonektor, ball handler, s klopi recimo dodaten, ampak seveda on tega ni pripravljen in nikoli ne bo pripravljen, oziroma bo zaključil kariero, preden bo pripravljen seveda tako vlogo sprejeti. Tudi roko na srce je to čez legit stance, saj jaz ne vem, zakaj bi. Ja, mislim, iz njegove perspektive, zdaj govorimo, mi seveda ga imamo iz perspektive tega, kaj je najbolje za Luko in Lakerse. Sigurno. Se lahko on tudi štarta, samo ima igra pač manj minut. Tudi to mislim, da ne. Mislim, da bi bila idealna njegova vloga, če bi recimo resno imel. Mislim, da veš, to je, on je taka persona, tak talent, tako ime, da je to, plus igraš vedno na take nivo, da je težko zdaj ta preskok narediti. In vedno bojo te stvari potem nekje v zraku visele, vsak kriza, ki pride, se potem sprašuje, ne vem, a ga prav uporabijo, ne prav. Tako da jaz mislim, da tukaj, kot sem rekel, oni bojo mogli verjetno najdeti bojo mogli en moment, ko bojo mogli pač začeti, tudi ne samo okoli Luke, saj tudi, kot smo prej rekli, če se bojo komitali Austinu Reevesu, tudi njemu dati ta prostor, pa možnost pač, da igra ali pa pokaže to, kaj je pokazal na začetku sezone. In tukaj bo seveda tudi vprašanje, v katero smer bojo zdaj to poletje šli, ker omenil si ta njihov pik, imeli bojo 3 first rounde, dosti se govori o Janisu. In o tem, da bojo poskušali Janisa dobiti, različni viri različno poročajo. Vemo, da Janis končno bo ta saga z Milwaukeejem in Janisom končana, ki je bila končana že 2 ali pa več let nazaj, ampak zdaj je končno zgleda prišla do konca. In je jasno, se mi zdi, da bo Pelinka oziroma njegova vizija košarke, se mi zdi ravno ta 2 super zvezdnika, ta v bistvu old school pristop, ki vidimo, da zdaj ni več recimo norma v ligi, oziroma če gledamo šampionske ekipe, je globina dosti bolj pomembna kot pa ta drugi super zvezdnik, ampak se mi zdi, da bo šel on v to smer in da bojo resno poskušali Janisa dobiti. Pa me seveda zanima tvoje mnenje če se recimo o tem potencialnem dealu, kaj misliš recimo o Janisu zraven Luke v Lakersih in ali je to mogoče hitra pot, bližnjica do naslova? Težko rečem, mislim, tudi vprašanje, en tak trade narediti, velika stvar v taki stvari je, kaj moraš za to dati, ker vemo, da Lakersi imajo omejeno kakšno ekipo lahko potem potencialno okoli Luke, okoli Janisa zgradijo. Tako da
ne vem, tudi Janis po izjavah, ki jih je dojel, trenutno daje, so bolj izjave tipa, da se on še vedno vidi kot tisti igralec, ki bi bil glavni igralec ene ekipe. Tudi mislim, da je večkrat omenil, da pač model, ki je imel v Milwaukeeju z Jrue Holidayom, Chrisom Middletonom, je tisti, ki ga on vidi. Po drugi strani je pa tak super talent, ali pa če smo prej govorili o tem, kakšen deficit imajo Lakersi trenutno, kar se tiče atleticizma, fizike, agresije, igralcev, ki igrajo 110% skozi, je pač Janis. Težko najdeš igralca, ki bi, ne vem, ki ga postaviš proti eni Oklahomi ali pa proti enemu San Antoniju, Detroitu, ki ga ne bojo tepli, oziroma ki bo prej on svojo fiziko dominiral. Tako da bomo videli. Jaz mislim, da ne vem, če so Lakersi njegova prva opcija, je pa sigurno, da če bo kakšna opcija, sigurno jo bojo po moje probali, ker tako, kot si sam omenil, je verjetno to najhitrejši način, da prideš zelo blizu najboljšim ekipam. Zdaj, kako bi ta duo Luka Janis deloval na terenu, je pa vprašanje. Misliš, da je sploh možno, recimo, glede na cap situacijo okoli Luke Janisa, pa recimo potem domnevam, da bi Reevesa, ne vem, a bi ga tradali v tem primeru, sign and trade, ali kaj tasga naredili, če bi jim uspel to? Verjetno bi mogel biti sign and trade spet, če bi Austin Reeves pa hotel. Ali bi bili spet tam, kjer bi imeli v bistvu dva superzvezdnika, pa čist nič okoli nje v naslednjo sezono in potem že spet čakali leto ali dve. Meni se zdi to nekaj, kar bojo resno poskušali narediti, ampak obenem se mi zdi tudi napačna smer, recimo, da sploh nekako rabijo energijo, trošijo energijo, recimo na to, ker se mi ne zdi to najboljša pot ali pa tudi najhitrejša pot do naslova. Konkretno z Janisom. Tudi zaradi njegovih let pa težav s poškodbami v zadnjem času, v zadnjih letih v bistvu, ki so zdaj res že zelo pogoste in njegovega stila, načina igre. Ne vem, se mi zdi, da bi bil to skoraj, ne vem, KP 2.0 na nek način. Ja, vprašanje. Jaz mislim, da tudi Janis, jaz mislim, da je on zelo motiviran, star bo 31, 32, se pravi 32, jaz mislim, da vprašanje poškodb je sigurno. Je pa res, da če bi on igral v Luki, da bi bil recimo ta njegov load, ki bi ga nosil, veliko manjši. Lahko bi... Če bi hotel, seveda. Jaz mislim, da ne vem, jaz mislim, da on vseeno, ko ga vidimo, kako govori pa razmišlja o svoji karieri v košarki, da je toliko inteligenten, da se verjetno zaveda, da tudi to pomaga njegovi karieri. Tako da videli smo, pa to je spet en fenomen Luke Dončića, da ga do zdaj še ni bilo igralca, pa je bil to Kyrie Irving, LeBron James, ki ne bi na koncu sprejel vloge, da ima Luka večino žoge v rok. Pač on je tak, vsaj v njegovem trenutno, tako kot je igral v Primu, je pač slej, ki prej vidijo tudi te največji superzvezdniki, da je verjetno to neka realnost, ki jo je treba sprejeti. Tako da jaz mislim, da če on to bi sprejel, da ne vem, je vsem tak talent, če pogledamo, vsem je nek, še vedno trenutno bi jaz rekel top 5 igralec lige NBA, tako da spet tudi ta fizična komponenta, ki sem jo prej omenil. Je pa res, da potem moraš res, če bi šli v to zgodbo, res še toliko bolj potem pametno ekipo okoli sestaviti. Se pravi, rabiš spet zelo specifičnega igralca na 4-5, ostale zadeve. Ampak jaz mislim, da tukaj po eni strani težko zameriti, če se bi pojavila to opcija, da jo ne bi poskušali. Bi pa tudi sam verjetno rad videl mogoče neko bolj dolgoročno vizijo, pa rekel, ok, gradili bomo ekipo na tak način okoli Luke. Ampak jaz mislim, glede na to,
kje Luka trenutno je v karieri, pa glede na to, kakšno situacijo Lakers imajo, da tudi ta zadeva ni najlažja, ne. Tako da bomo videli. Mislim, ravno zaradi tega bi pa seveda se dosti bolje počutil, če bi imeli kakšnega res izkušenega, dobrega GM-a, ne pa Roba Pelinke, ampak ja, to je zdaj že druga debata, ker namreč dejstvo je, da kakorkoli debatiramo, seveda o vseh opcijah, morajo pa absolutno maksimalno izkoristiti vsak od prestopni rok v naslednjem letu in pol, če želijo recimo v tem obdobju nekako zgraditi, tako kot si rekel, v enem poletju ne morejo vsega narediti. Morabili bojo ta prestopni rok, potem februarski maksimizirati naslednjo sezono in potem mogoče še naslednje poletje, pa bojo mogoče lahko do takrat recimo imeli enega, recimo temu resnega kontenderja. V enem poletju tega nikakor ne bojo morali narediti, morali bojo pa biti izjemno aktivni. Ne bojo smeli tisto, čemur so bili pa tudi nagnjeni v zadnjih letih, ko je Pelinka seveda konstantno čakal, šparal, seveda ni vedel, taktiziral, kaj bo z LeBronom, kaj bo z AD-jem. Ko mu je Luka zdaj padel v naročje, zdaj ni več časa za čakanje. Zdaj mora biti res strašno aktiven in to poletje, ne glede na to, v katero smer bojo šli, bojo morali seveda konkretno delati in izkoristiti pike za trade ali pa za to, da zadanejo natančno s temi piki. Ja, sigurno. In ključno poletje je, tako da že z draftom se bo začel. Po eni strani tudi to, kar si prej omenil, ta draft pick, videli smo v teh mladih ekipah, da je pač draft en način, kako prideš do talenta, ki je poceni. Najboljši način v ligi NBA, ne. Vse te ekipe, ki so trenutno na vrhu. OKC in Spurs sta template tukaj in nazorno kažeta. V končni fazi tudi Houston, Detroit, tako da tukaj je to. Boston, ki je že dlje v tem procesu, recimo na nek način. Tako, ne, tako da tudi bomo videli, kaj se bo zgodilo z draftom. Tudi te 3 pike, ki jih lahko tradejo, je to samo okno, ki lahko to naredijo 24 ur na draftu, ne, se pravi, da tisto. Tako da pol bomo pa videli. Tako, jaz mislim, se strinjam, sigurno. Jaz predvsem bi rad videl, pač tako, kot sem omenil, neko vizijo tipov igralca ali pa model, da bi bile, ne vem, če grem spet nazaj, ne, ker smo prej rekli situacijo Austina Reevesa, ne, že brez če njega recimo odpišemo ali pa bi ga odpisali, bi mogli najti 4 igralce prve peterke, ne, tako da to je nemogoče, tako da že tukaj jaz mislim, da probaš potem zapolniti, ne vem, 1-2 štarterja, ki sta recimo in ki pašeta v nek model te košarke, o kateri smo dosti govorili. Tako da, če se tukaj neki obrisi postavijo, jaz mislim, da je to pač nekaj za naprej in potem lahko tudi v trade deadlineu naslednjo sezono te zadeve korigiraš, ne. Marko, bi še tukaj kaj dodal ali gremo na nagrade? Gremo kar na nagrade, tle sta bila zelo izčrpna. Ja, ne, saj smo že tako sem rekel, isto kot 1 uro, ampak si bo lahko vzel še malce časa, da še nekaj o teh nagradah podebatiramo. No, sej, zdaj, tisto smo na začetku že podebatirali o tem pravilu 65 tekem in to, da sta Luka in Kate zakvalificirana. Liam je tudi postavil vprašanje, če mislimo, da bo Luka postal, če bo Luka first team, oziroma v bistvu sprašuje, malo nerodno je napisal, v bistvu sprašuje, kako bo zdaj Cadeova, to, da se je tudi Cade kvalificiral, vplivalo na sestavo first teama, v bistvu sprašuje v first teamu, pa lahko morda podebatiramo v prvi peterki, Iztok, kdo je tvoja prva peterka? Jaz mislim, da tukaj, ne glede na vse, da pač je Luka, se mi zdi, kar lock. Ob Shai, Luka, Jokić, Wembanyama, prvi 4, pol pa za 5. mesto ali Jaylen Brown ali pa Cade. Tudi Kawhi mogoče ima nekaj opcij, čeprav se mi zdi, da mu je šel spet ta play in pa to, da so podaljšali za to malo v minus, glede na to, kako je včeraj odigral, ampak jaz mislim, da ja, te 4, da po moje bi mogli biti lock. Za 5. pa bi jaz rekel, da je pa pač med Jaylenom Brownom pa Cadeom.
Ampak koga bi ti izbral, se strinjam, ampak jaz mislim, da je Jaz bi Kate. izbral Kejda, ja. Ja, enako. Marko? Ne, tudi jaz se strinjam s temi 5, jaz mislim, da ni nobenih kandidatov, ki bi lahko Kejdu pa Brownu konkurirali in se strinjam za Kawhija, ne morete en tašen, kot je starejši občan, starejši igralec, kot je Draymond Green, kljub temu, da je odličen v obrambi, te v končnici tako pojestne. Ja, no, mislim, se ni zagomenjaš to, sinočno play-in tekmo, ja, kjer ga je Draymond v nekaterih posestih kar v žepu spravil, po domače povedano, in verjetno zna to, pojavilo se je tudi v debatah, mislim, da bo second team na koncu Kawhi, nekateri so ga omenjali tudi kot možnosti za first team, ampak sicer ta tekma sinoči ne bi smela vplivati, ampak mislim, da bo. Je percepcija tista, ki jo na koncu šteje, ne? Ja, Liam je v bistvu sprašal, če se lahko zgodi, da Luko ven vržejo. Vemo, da Lukov PR v ligi ni ravno najboljši in je kar nekaj glasovalcev, ki verjetno zanj ne bojo glasovali za first team, ampak mislim, da večina, ker preprosto ni nobenih argumentov za Jalena Browna ali Kejda Cunninghama pred Luko v first teamu. Ne statističnih, ne igralskih, tudi če gledaš on-off številke, ki jih imajo toliko zelo radi, tudi tukaj ni v bistvu teh argumentov. Tako da vse te catch-all metrike, ki jih imajo tudi zelo radi, in sem ravno poslušal en podcast z Windhorstom in razlagal o tem, da je ratala to na nek način neka, kako pravijo, krač, torej bergla, za mnogo glasovalcev, ki uporabljajo to kot izgovor za to, da za nekoga glasujejo, ampak tukaj preprosto ni nobenih argumentov, da Luka ne bi bil zdaj first team. Čeprav pri teh glasovalcih pa jaz nisem 100%, to pa moram reči. Ja, jaz mislim, da Kate ima en zelo dober argument, da je njegova ekipa zmagala 60 tekem. Samo je pa tudi brez njega koliko? 13 ali nekaj tasga, ko on igra, moram prav pogledati, ker so tudi večino tekem zdaj dobili na koncu, pa vem, da so bili tam 7, 1-8 dolgo časa. Tako da, veš, iz tega aspekta, glede na to tudi, kako je zdaj na koncu ekipa igrala, ki je bil poškodovan, ravno tukaj se vidi, kaj seveda pomeni globina in dobro postavljena ekipa. Zadnji mesec NBA zelo z rezervo vzeti. Tudi Lakersi so zadnje 3 tekme prepričljivo zmagali, pa vemo, so igrali brez Luke, ampak proti komu pa kako so igrali. Tako da jaz mislim, da to meni osebno je vseeno, ne vem, to 13-5 so brez njega, 13 zmag, 5 porazov brez njega, v bistvu isti odstotek zmag kot z njim. Razumem, jaz ti sam pravim, da zmaga 60 tekem v ligi NBA, biti najboljši igralec ni, saj zame ni tako trivialna stvar. Ne, ni, vse zaradi tega ga jaz imam v first teamu, ampak mislim, da še vedno ni imel boljše sezone od Luke. Mislim, da tudi ni tukaj nobenih argumentov, da bi ga dal pred Luko, in jaz sem pravim, je vsekakor first team zaradi tega zame pred Brownom, tukaj se absolutno strinjam, in je v prvi peterki, ampak ne Brown, ne Kate, mislim, da nista imela boljše sezone, in nekateri glasovalci so omenjali recimo Browna in Cunninghama pred Luko, recimo, in Luko dajali second team, samo zaradi tega sem to omenil, in se mi zdi, da bi bila to večja kraja kot tisti MVP v 23-24 sezoni, če ne bi bil uvrščen v prvo peterko. Ja, ne, se strinjam, da mislim, da bo dobil, mislim, da si zasluži in da bo izbran v prvo peterko. Drugače bom pa jaz imel izpade na Twitterju in vso mogoče statistiko. Takrat boš imel sam space. Sej v bistvu tukaj je najbolj učinkovita sam ti stathead primerjava, kjer če daš Luko zraven Kejda, pa Cunninghama je Luka ves v zelenem, une dva pa vsa v belem. Mislim, da ga mogoče eden od njih v procentu prostih metov, nekaj tasga šiše.
Ja, tudi ukradeni žog ima več Luka v končni fazi, pa mislim, da ima tudi blokad več od Browna zihar, ne vem pa, če več tudi od kaj, da mogoče je to še ena stvar, ki ne bi bil zelen. Ampak MVP, to je bila tudi zelo vroča debata in seveda smo za Luko lobirali vse do tiste poškodbe na tekmi, ki ga je tudi verjetno dokončno izločila, sicer realno je bil že prej izločen, ker nikoli niso želeli za njega glasovati, ampak me zanima, ja, vajin izbor MVP-jev tudi za to sezono. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, če lahko. Misliš po vrsti? Če lahko po vrsti, ja. Kdo je MVP, kdo je drugi, kdo je tretji. Vsaj prve tri, če ne že prvih 5. Jaz mislim, da zdaj, tako, kot si sam omenil, tudi jaz mislim, da Luka, tako, kot je igral zadnji mesec, je zelo resen kaj smel. Ne? In tudi videli smo, da tudi po teh zmagah, da ne glede na to, kako se Lakers po eni strani vedno kritično gleda, da ko se začne glasovati, smo videli, da so hitro tisti glasovalci, ki so ponovadi proti njej, se pa kar naenkrat obrnejo. Ne? Tako da je kar tudi tega momentuma pridobival. Ja, žal je ta, tako kot sem rekel, ta poškodba to prekinila. Tudi to, če bi ta ekipa dobila, kot sem omenil prej, 55 zmag, jaz mislim, da bi imel Luka zelo dober case. Žal pač se je na koncu ta poškodba to prekinila, tako da jaz mislim, da kjergakoli v teh prvih 3, če Jokića Wembanyamo bi izbral za MVP-ja, vsaj po moje, ne bi bila napaka kjergakoli od teh 3. Jaz, če bi se mogel odločiti, pa so po moje kle res razlike minimalne, bi verjetno bil na prvo mesto Šeja, pa na drugo Jokića, pa na tretjo Wembanyamo, lahko bi pa tudi obrnil, pa ne bi imel nič proti, oziroma, tako bom rekel, za vsakega lahko zgradiš zelo dober case za to nagrado. Tudi za Wembanyamo, po tvojem mnenju. Tudi za Wembanyamo. In kaj je za Wembanyamo ta glavni case zanj, ki bi ga ti izpostavil on-off? Ne on-off, to smo že pogovarjali. To, da je pač najboljši igralec ekipe, ki je zmagala 62 tekem. Tukaj govorimo o MVP-ju, ne o najboljšem igralcu najboljše ekipe. To je pa tisto, kar je tudi problem. Kaj je zdaj v bistvu MVP nagrada? Jaz se strinjam iz tega vidika, če je MVP najboljši igralec najboljše ekipe. Samo NBA je ameriška košarka, je liga, kjer ima en igralec velik vpliv na končni rezultat. Nima edini, ampak velik. In brez igralca, tako kot smo prej rekli, jaz mislim, da San Antonio brez Wembanyame nima plafon ekipe, ki je druga najboljša ekipa lige NBA. Mislim, ima toliko zmag, še vedno bi bili po procentu zmag na drugem mestu zahoda na tekmah, ki so igrali brez njega. Pa če gledaš seveda, koliko tekem so igrali in koliko minut so igrali brez njega, mislim, zdaj, a so kontender? Vzeti en manjši vzorc teh tekem, pa reči, da bi še vedno isto dobili, pa preslikati na celo sezono, ni ista. Ne? In tudi pač Wembanyama 17-18 tekem, mislim, ok, ja, seveda se strinjam. Ampak je pa ena četrtina skoraj sezone, ja, veš. Ja, samo pravim ti, Wembanyama, to, da je San Antonio, poglej, kje so bile projekcije pred sezono, kje so imeli ljudje, ne? Slabši kot Lakersi, dobili so pa ekipe, ki imajo skoraj 62-20, to so ekipe, ki ponovadi osvajajo naslove. Tako da tak preskok narediti, pa ne govorim zdaj, da je samo to on, vse, ampak je pač glavni igralec. Tudi glavna, če pogledamo, kar se tiče obrambno, je pač igralec, ki spremeni, kako ekipe igrajo. Tak changemaker obrambno je, pač, ki ga liga NBA trenutno nima, ali pa ga tudi verjetno še nekaj časa ne bo imela. Tako da, ne glede na to, a ti je všeč njegov stil ali pa ni, tudi meni osebno, sem že večkrat omenil, mi pač ni všeč to, da se ga mogoče, da je ta njegov PR prehiteva njegove dosežke, ampak jaz mislim, da to, kar je v tej sezoni naredil on, pa Spursi pač, da je sigurno, tako, kot sem rekel, lahko zgradiš zelo dober case. Zdaj, a ti pač to malo manj všeč, kot to, kar dela Jokić, ali pa to, kar dela Shea. Ali pa to, kar dela Luka. Tudi.
Jaz mislim, v bistvu sem poslušal te na AS podcastu, Arena Sport podcastu, če ga še niste poslušali, si ga lahko potem spajsu. Se strinjam s tem, kar si o njemu povedal v bistvu na podcastu. Mislim, v bistvu je odličen igralec, jaz se strinjam, da je trenutno top 5 igralec, ampak zame je na 5. mestu recimo najboljših igralcev trenutno in mislim, da je še vedno kar konkretna razlika med njim in Luko Jokićem ali SGM, pa tudi zdravim Janisom, recimo. In mislim, da smo to recimo videli na tekmi Denverja in Spursov, kjer sta oba igrala, odlični tekmi. Mislim, da smo nazorno videli to kvalitetno razliko, pa mislim, da smo tudi na vsaki tekmi, ko je Luka igral proti Wembanyami, videli to razliko. In mislim, enako v bistvu tudi za SGA, recimo, Spursi so letos premagovali OKC, ampak še vedno, če gledaš tiste tekme, ni bil v bistvu Wembanyama imel na 3 tekmah tudi ta minutes restriction, igral po 20 minut. Mislim, ni bil on zdaj tisti glavni faktor ali pa edini. Jaz ne bi rekel niti glavni, recimo pri teh zmagah proti OKC-ju. Tako da še vedno je bil recimo na drugi strani SGA je dosti bolj izstopal. In mislim samo to, da je še konkreten preskok in da ta njegov PR, ki ga ima zdaj, prehiteva. Izstopal je mogoče potem napadalno, če si gledal ne tekme play-inov, ki jih je San Antonio polfinalu, ki je zmagal OKC ali pa vsakič, ki so jih dobili zato, ker je Wembanyama od Carusa iz kota vsak met šeja z svojim razponom rok bil sposoben kontestati. Tako da jaz mislim, da to stvari, ki jih on dela, jaz mislim, da ima take... Mislim, da je vesoljski help defender in to je najbolj pomemben aspekt obrambe. In še enkrat, to, kar sem prej omenil, da trenutno MVP, če zdaj govorimo, je nagrada rednega dela. In redni del dominirajo ekipe, ki igrajo 100% vsako in tudi igralci, ki igrajo 100% vsako posest. In Wembanyama in Spursi so pač tak koncept in oni obrambo, plafon z njem, kako igraš obrambo, veš, da boš vsako tekmo imel obrambo, ki bo top 5 lige NBA in to je pač nekaj, kar ti on prinese. Tako, kot je Rudy Gobert v končni fazi to skoraj sam prinesel v Minnesoto in zakaj Minnesota... In v Utah pred tem. Tako, s tem, da je tukaj Wembanyama, bi jaz rekel, še en korak nad tem. In pač taki igralci v ligi, v rednem delu lige NBA res ogromno pomemben. Zdaj, sam sem to že večkrat omenil. Luka, jaz mislim, da recimo, kar se tiče play-offa, kar se tiče določene serije, ima zihar večji plafon. Ampak jaz, če me eno vpraša, če boš dal Lukata na ta San Antonio, ne bo zmagal 62 tekem. Mogoče jih zmagajo 60, ampak po drugi strani pa tudi to nisem zihar, glede na minute. Bo zmagal med 55. Zato, ker Luka je igralec, ki vemo, on je pač igralec navdiha, on je igralec talenta, on je igralec, ki ne bo vsako posest, vsako tekmo igral 100%, tudi zaradi načina igre, ki ga igra. Ampak se Wembanyama je toliko manjko, on je odigral samo 48 minut, 48% vseh minut svoje ekipe to sezono. Mislim, oni so moj argument zoper njega, eden glavnih in ta, da ne bi mogel biti v resnih debatah, je ravno to, koliko časa ni igral, koliko časa so Spursi igrali brez njega. In največ ravno zaradi tega tudi, mislim, Luka bi zagotovo dosti več igral, mislim, vse je. In bi zaradi tega bili Spursi še toliko boljši. Na koncu ta tekem isto odigrala, Tekam, ampak 500 minut manj. Ravno zaradi tega so te minute tudi zelo pomembne. In seveda lahko tudi dosti bolj napolno igraš, če ne igraš po 35, 36, 37 minut. To je pa konec koncev tudi ena izmed teh stvari, ki jih vedno pri Luki omenjamo. Seveda, da je ta minutaža previsoka in tem si tudi ti govoril. V marcu je igral po 39, 38, 39 minut na tekmo. In seveda v taki ligi in košarki, kot se zdaj igra, je to absolutno, mislim, je treba znižati to minutažo. In tukaj bi bilo seveda dobro, da bi Luka nekaj manjšo minutažo imel in potem seveda tudi je povezano to z outputom, ki ga lahko daš v tem času. Mislim, tukaj ni nobenega dvoma, da je. Pa isto, ko govorijo, recimo, se bi lahko Wembanyama večje breme nosil v napadu. Ampak, če bi nosil večje breme, če bi mogel recimo delati vsaj
70% to kot Luka, a bi lahko potem še igral vedno v obrambi tako na polno. Zagotovo ne bi mogel ravno tazga outputa dajati, ker je vse to povezano in tukaj mislim, da pri Wembanyami je še vedno ogromno popusta, mu dajo isto pri vseh teh stvarih. Jaz sem ti že povedal, da se ne strinjam, ampak vsak ima svoje mnenje, zato sem ti pa rekel, za kjerkoli teh igralcev, če mene vprašaš o teh treh, lahko zgradiš kaj slepo. Mislim, se bi lahko, za Luko sam zaradi tega, zaradi une poškodbe in tega zaključka sezone, v bistvu misliš, da ga ne moreš več v tej situaciji, zdaj, ko se je kvalificiral za MVP nagrado. Jaz mislim, da realno ko pogledaš realno, kako se za MVP glasuje, eno je narativ, eno je uspeh ekipe, imaš pa del glasovalcev, ki pa gledajo, ne vem, napredno analitiko pa impact metrike. In po večini teh zadev, imaš 3 igralce, ki letos bolj izstopajo. Pa ne, da še enkrat si Luka ne bi zaslužil, jaz mislim, da je bil zelo blizu in tako, ko je igral on ta marc, to je bilo res fenomenalno in mi je res žal, da se ni tako sezona končala. So pa tukaj pol te detajli in mogoče ti verjetno, mislim, ne mogoče, realno je da bojo teh par tekem na koncu, pa teh par zmag, mu ta resno kandidaturo odnesel. Tako da, pa ne zato spet, ker on ne bi bil dober ali pa igral fenomenalno, ampak zato, ker imaš 3 igralce, od tega 2 igralca, če smo pri temu Shea pa Wembanyama, ki sta na najboljših ekipah lige NBA. Lahko še jaz nekaj povem MVP-ju? Ja, Marko, vskoč, se bo počasi zaključila, sem zdaj že. Bova. Ampak isto, ko sem hotel še neko drugo narativo servirati. A veš, okoli Luke in drugih MVP kandidatov je ogromno narativ, kot si rekel, ki jih tudi spreminjajo te talking heads in tudi te volivci, kot jim paše, od naprednih metrik do zmag in porazov, do on-off, do vsega. Kdo je igral obrambo, kdo ni igral obrambe. Ampak čisto nobenega nisem slišal, da uporabi naslednjo narativo. Shai je v ekipi, ki je zgrajena okoli njega. Wembanyama je v ekipi, ki je zgrajena okoli njega. Jokić je v ekipi, ki je zgrajena okoli njega. Vse te 3 ekipe opolnomočijo MVP kandidata. V kakšni ekipi je Luka? Če boš, ne vem, ti bom poslal link. Substacka. Sem dejansko v tem opisu. Odličen članek. Jaz sem temu rekel power of infrastructure in to je dejstvo, to je res. Res je, ne samo, da niso zgrajene, tudi sistemi imajo okoli njega, pa še eno stvar moramo pozabiti, ne smemo pozabiti, to je tudi ta kemija. Mi moramo vedeti, Lakersi letos, oni so imeli 3 nove starterje, oziroma 2 nova starterja, v Smartu pa v Aitonu. Graditi kemijo, Jake LaRavia, ki je bil tudi nov igralec, je igral drugi največ minut v celi ekipi. No, evo, ja, veš pa. Tako da, to je sigurno in to sem jaz eno stvar, ki sem jo govoril in tudi, recimo, ko govorimo zdaj o teh impact metrikah, on-off podatkih, jaz sem tudi mnenja pa varianta, da sem med tistimi, ki da veliko več na analitiko, kot vsi ostali, da so za določene stvari mogoče že, nam rekel, zlorabljene, ampak da so mogoče preveč take fijakarski pogled na določenem delu ljudi, ki spremljajo fiksirali. Bergla, Krač. Tako. In tukaj je ta zadeva, da so te on-off številke za določene igralce tudi posledica teh neverjetno dobrih line-upov, ki dominirajo. In zato so potem izgledajo boljš za določene igralce. Sigurno, ja. Je pa res, da imaš pa take outlierje, ki je pa Victor Wembanyama v obrambi, teh stvari pa ne moreš pripisati temu, samo temu. Je mogoče majčkeno boljš, ampak to je to, kar sem pa prej govoril, so te stvari. In zato, jaz mislim, da to je ena stvar, ki je Luka igral, tako, ki je igral v marcu, sem jaz takrat povedal, definitivno bi si zaslužil MVP in jaz, tako, kot sem prej rekel, za vse te 3 igralce,
ne, bi bil on še četrti, ker za kjerkoli bi rekel, da je MVP, ne, lahko si navijač ene ekipe, druge ekipe, jaz na koncu ne bi imel nič proti, če bi kjerkoli od teh zmagal. Valjda, da kot Slovenc, kot navijač Lukata, bi mislil, da bi mogel Luka. Ne. In tako da to sigurno je ena stvar in to je stvar, ki Lukata pač tepe. Ne. Če pogledamo še, zakaj letos tako dominira, sigurno je zato, ker ima nenormalne kvalitete, ampak on ima to infrastrukturo, ki je tukaj že 5 let in ta infrastruktura je nek backbone, ki je tam, pa ne glede na to, kdorkoli Jalen Williams ali pa kdo drug ne. Koliko jih je manjkalo, pa so vedno igrali na isto in vedno, kot si rekel, tista 100% obramba, effort, jih popelje tudi, ko manjka Chet, ko manjka kdorkoli drug, ne. Ampak samo še eno stvar sem hotel izpostaviti. Včasih, recimo, je bilo zelo pomembno, koliko je nek igralec spremenil ekipo potem, ko je prišel. Steve Nash, recimo, je dobil MVP zato, ker je popeljal Phoenix do ogromne razlike v zmagah in porazih glede na prejšnje leto. In ukradel en MVP Kobejev, enega pa še, če smo realni. No, ampak če recimo se pogovarjamo o takšni zadevi, ne, ti si rekel, da Lakersi niso toliko in toliko let dosegli tako dobrega rezultata, kljub temu, da... Ne, Lakersi, Luka. Luka, ja, ampak... Ampak tudi Lakersi imajo najboljši skor v bistvu od njihove šampionske sezone 2019. Tako, ne, in proti Lukatu je toliko stvari šlo nasproti njega, toliko stvari je mogel premagati, ki jih drugi MVP kandidati niso mogli. Ne? Od kemije do LeBronove vloge, do Aytonovega preteževanja, do Gabe Vincenta, ki ne zna zadeti ene trojke, do najslabših klopi. Smo že pozabili. Bog pomaga, da se to, kar omeniš, to tudi ponazori del te sezone. Ja. Tako, do najslabše klopi, do slabega šuta iz 3 za 2, sicer so odlični, do slabega generalnega menedžera, ki ne zna potegniti pravih potez, ali pa mogoče noče, in do dejstva, da je to prehodno leto. Mislim, vsi ti faktori so proti njemu, ko jih ne rabijo premagovati drugi MVP kandidati, in še vedno je naredil najboljši rezultat z Lakersi v zadnjih toliko letih. In če to noben volivec ne more upoštevati, potem... Ne marajo ga, Marko, ne marajo. Ja. Sej že predtem, ravno to, kar je isto govoril, njegova igra v marcu, vse smo videli, v bistvu tisti Stropol od Bontemsa je prišel ven pred to OKC tekmo, so že volili. In tam je bil četrti, niti približno ni bil blizu. Celoten marec je bil vse, to je tudi, ne vem, isto. Kaj si misliš v bistvu o tem? To je v bistvu situacija, v kateri je Luka, da ta Stropol, ki zelo natančno nakaže vedno v zadnjih letih, kakšno bo končno glasovanje, zadnji, ki ga izda tik pred koncem sezone, in je prišel ven pred to tekmo za OKC. Se pravi, vse, kar je Luka naredil marca, ni mu absolutno nič pomagalo, da bi se vsaj umešal v ta resni dvoboj. In mislim, da je Jason Gallagher, se z njim sem tudi govoril, in je najbolj rekel v bistvu, da s temi volilci, ki so zdaj, da Luka verjetno nikoli ne bo dobil MVP-ja, ker preprosto so si ustvarjali neko določeno sliko v njemu. In to, se smo videli, konc marca so še vedno govorili, da ne igra nobene obrambe. In to sam pomeni, da imajo neke, seveda, sliko v njemu ustvarjeno in ne glede na to, kaj naredi, ker to seveda tudi nakaže na to, koliko gledajo tekme. Da se je del narativa vsem začel takrat obračati. Vsaj tako sem jaz videl. Ne? Da so začeli vsem govoriti in da, ja, je pa res, da se ta narativ v NBA-ju včasih zelo težko obrne. Da tega konteksta, ki ga je Marko omenil, ki sem jaz o njemu pisal, pač večina ljudi spregleda ali pa jih ne zanima. Vsem pa jaz mislim, da tukaj ne smemo vsem pozabiti, da ni to, da mislim, da tukaj vsem kombinacija tega, da pač imaš 3 druge fenomenalne igralce, ki imajo tudi fenomenalne sezone in pač živimo trenutno v času, kjer pač res so top 5 igralci lige NBA vsi res neverjetni talenti. Samo noben od njih ni dajal 40 točk v enem mestu. Nisem povprečje skozi 40 točkovni trojni dvojček. Nivo, na katerem je Luka igral v marcu, je bil nivo više od vseh ostalih teh resnih kandidatov, če smo realni. Vsaj statistično. Sigurno.
Sigurno. In to mu ni nič Jaz pomagalo. mislim, Četrti je bil v nastropolu. Ampak, ne, sej, da ne bomo, ne, se o tem bi lahko še dosti govorili. Mislim, da bi še kaj dodal isto, ker sem te hotel za konec sam še o tem, o teh odhodih slovenskih igralcev v NCAA ligo vprašati tvoje mnenje o tem, ker je seveda zdaj to zelo aktualna debata. Ravno danes sem v bistvu videl, še Žak Smrekar je tudi podpisal z Boston Collegem, tako da tudi on odhaja. Še par talentov bo šlo do konca tega prestopnega roka. Tam 19, mislim, da se zna zgoditi, da bomo imeli celo 20 Slovencev isto naslednjo sezono v NCAA. To sezono jih je 11, 12, en je še v eni nižji konferenci, ampak naslednjo, ja, vsaj 18, če ne 19 ali 20. Pa me zanima tvoje mnenje tukaj. ja, jaz sem zadnji čas se malo več s tem ukvarjal, ker sem delal pač en projektno analitičen, ker smo pač delali določene profile za te NCAA prestope iz Evrope. Ta trg s tem Nilom je spremenil drastično, kako bo košarka izgledala v Evropi in tudi v Ameriki, študentska, pa načeloma pa evropska, ne. Tako da tukaj je zdaj to denarja prišlo in to so zdaj zavohali tudi vsi agenti in to je neverjeten biznis, ne. Tako da, če se ne bojo spremenila pravila v Ameriki, ki so se tudi letos že nekaj omenjali o tem, je to realnost, ki bo, tako kot si sam rekel, ne, smo imeli lani Klavžarja, Samarja, brata, se pravi Matijo, potem Ciani, ogromen igralcev, ne, Vide, teh igralcev, mislim, da jih je, tako kot si sam omenil, mislim, da je bilo ene 15. Letos so šli tudi naši največji talenti, ta mladi tja, ne. Zdaj si omenil Smrekarja, pol Padjen iz Ilirije, Mahmutovič, Mark Morano, ne, tako da tukaj so prestopi in ti igralci dobijo toliko denarja, da pač tudi noben pameten ne more svetovati pa reči, ne iti tja, zato ker je to pač life-changing money. In zdaj, a je to dobro za evropsko košarko ali pa za slovensko, vprašanje, verjetno ne, ker pač že za reprezentanco vemo, kakšne smo imeli že do zdaj probleme, ne. Mi smo delali studije za te zadnje tekme, igrali so sami mladi. In zdaj tisti, ki so bili v NCAA-ju, jih ni bilo, ne, kako bi Te jih zdaj igrali. kar nekaj odhaja, Padjen, Smrekar, te zdaj Tako, a ne, odhajajo, ja. dobro, tako, a ne, zdaj verjetno ne, niso bili oni nosilci teh mladih, ampak tudi, če pogledamo, a ne, Zdaj bo zanimivo videti tudi za Joksimoviča, tudi njega, od njemu, Joksimovič, jaz mislim, njega- da on ne bo šel, zato ker verjetno, jaz pričakujem, da ko bo on itak prišel na vrsto po letih za draft, koliko mu gre zdaj kariera, bo verjetno imel projekcijo, da bo prvi pik. dosti bo odvisno od naslednje sezone. Mislim, mora igrati redno in igrati veliko. Zdaj, a bo prišel v prvo postavo Baskonije ali ga bojo posodili nekam, ampak slišal sem, da vsote, ki mu jih ponujajo, kolidži zdaj. Če ne bo šel, pa sigurno, a ne. Ti moraš recimo trenuten, ne, je bilo 52 centrov, ki so imeli prestop povprečen 1.300.000, ne, za, se pravi od 800 evrov do 1.300.000, 1,5 milijona, to so povprečja, se pravi, veš, kakšni so največji prestopi, a ne. Tako da to je realnost evropske košarke, ki, ne vem, bo mogla tudi evropska košarka nekaj pogruntati, ne. Recimo Kroflič je en igralec, ki je še v Megi, a ne. Ja, on tudi in te igralci, glej, jaz se pravim, ko smo delali te skladbe, vsak je bil vsaj približen talent, je slej ko prej šel v NCAA. Njega Krofliča sem omenil zato, ker je pa nosil, ne, velik del, recimo reprezentance, v kvalifikacijah, tako, a ne. Tako da vemo, da tudi, ne vem, igralci, ki so stari 24 let, ne, pridejo pa so igrali 25, tako, ravno zdaj je sezone, pa iz Srbije en center grejo, podpisal. tako, pa grejo v ligo NCAA. Tako da to je, jaz mislim, da verjetno se bojo
enkrat pravila v NCAA spremenila, ker po mojem bo ta poplava tujcev, vprašanje tudi, da bo ameriški gledalcem, ne, ali pa navijačem, pa vemo, da so pač college publika, pa kako sledijo college ekipam, to je malo drugačna. Predstavljam si, ne, da če imaš ti, tako kot ima zdaj, ne vem, Miško, ekipo, Ker si ki ima, ne omenil vem, agente, sem takoj Tako, ne. pomislil. Veš, kaj sem se režil, zadnjič sem ga poslušal na enem podcastu, je razlagal navdušeno, kako je ratu velik fan NCAA-ja, kako je to Ja, super. ne, ampak- Ja, si mislim, Ja, pa zakaj je saj- ratu fan, ja, zato, ker prodaja vse tam igralce. Ampak bomo videli, ne, kako bo na dolgi rok z gledanostjo, kako bo to sprejel, ker pač ta poplava tujcev sigurno trenutno kakšna je res neverjetna. Ne. Illinois, Da- Balkan 5, si gledal to sezono, ta fenomen. Tako, ne, tako da bomo videli, ampak saj dokler se pa to ne spremeni, je pa to trenutno nemogoče ustaviti, ker v evropski košarki ni toliko denarja. Pa tudi, če gledamo, ne, tam, kjer je denar, Euroliga, mladi igralci zelo težko igrajo neke resne vloge. Ne. Mark Morano, ki si ga omenil, recimo do zdaj ni mogel niti za en avto zaslužiti, zdaj naslednjo sezono bo dobil pa 1,5 milijona Tako. v Syracusu. In to, Tako, in te ko si igralci omenil, mislim, to je dejansko že life-changing money. seveda, In tega že starši bi bili skrajno neodgovorni, če bi rekli, ne tega sprejeti, kaj šele igralci. Za starših je, da rečejo vsi ne, tukaj nimaš kaj za razmišljati. In tudi še vedno lahko potem se še vedno vrne v Evropo, pa igra naprej normalno. Ne. Zdaj, vprašanje, bi bil ta razvoj isti za vse te igralce, verjetno ne, ampak zelo težko je pa s tem influksom denarja to preprečiti. Ja, ne, absolutno. Marko, ti si hotel za konec samo še nekaj, zdaj sem rekel, že isto, kar dosti predolgo zadržal, za podaljšala več, kot sem mislila, ampak zdaj bi debata je še tako malo dobra. isto, če nimaš časa, kar povej, če ne bi te samo še nekaj vprašal. No. Povej, vprašaj. Okay. Tle govorimo dosti o košarki in vsemu, ampak jaz sem hotel vprašati tebe še mogoče eno takšno vprašanje, da bi v minuti, dveh samo opisal tvojo zgodbo, ker mene tudi zanima človek za temi analitikami, ki jih ima prej na Twitterju, zdaj na Substacku. Ti si zdaj en naš slovenski, ne morem rekel, Steven A. Smith, ker nimaš Hvala. takih. Njega žaliti, lepo te prosim. Ne, bolj Tim Legler, ajde, čeprav malo bolj analitičen. Ne. In me je zanimalo, kako si zadovoljen z temi zadnjimi 3 leti, ki si jih začel na Twitterju z odličnimi analizami in potem se preselil na Substack. Si zadovoljen s tem, kar si dosegel, kaj imaš v načrtu in koliko časa ti vse skupaj vzame in kako si zadovoljen z vsem, kar si v zadnjih par letih naredil. Časa vzame veliko, tako da to je, recimo, imam, bom rekel, tako srečo v življenju, da pač imam toliko fleksibilnosti ali pa da imam tako delo, da lahko recimo se to privoščim, a ne, da lahko pač toliko časa, ki za to porabim, sigurno ga več porabim, kot za svojo, bom rekel, tisto delo, od katerega še vedno živim. Je bil pa recimo tudi Substack pač ena stvar, ki je razlog za to, da če pač toliko časa za to porabim, pač da tudi nekako to monetiziraš. Tako da s tem definitivno sem zadovoljen, a ne. Zdaj, mene pač skozi celotno stvari, ki sem jih delal, recimo v svoji karieri, da sem zavedel vsaj 5-6 različnih karier, pa od IT-ja do marketinga, do e-commerce, analitike, tudi malo data science, tako da pač zanimajo me nove stvari, učiti se nove stvari in tukaj pač košarka je pa itak bila nekaj, kar sem jaz spremljal že 30 let, tako da, ali pa 25, sploh NBA, tako da tukaj je sigurno to nekaj, kar bi rekel, da je meni osebni drive ali pa zadovoljstvo pri tem. Zdaj ta analitičen del je mogoče nekaj, kjer recimo, da sem imel srečo ali pa to, da sem pač, da so pravi ljudje recimo videli
predvsem prek Twitterja v Ameriki, kar sem počel, tako da sem tudi tukaj prišel v stik z določenimi ljudmi, ki to v NBA dela, da vidiš, da dobiš dostop do določenih podatkov, do določenih stvari, da lahko te stvari počneš. Tako da, to zdaj na dolgi rok, ne vem, se pravim, vmes sem delal tudi kakšne druge projekte ali pa še vedno delam, zdaj govorim za košarko, recimo, s kakšnimi trenerji, skauti, podobno, tako da to so stvari, ki me veselijo. Kaj bo zdaj to na dolgi rok prineslo, bomo pa videli. A Escalade si se že privoščil? To pa še ne, vidiš, ta del je pa žal ni, ampak mogoče tudi naslednjič, ko mi shackajo account, mogoče ta dobim. Upajmo, da ne bo naslednjič, dobro, da te ga rata nazaj dobiti. Jaz sem takoj vedel, da je shackan, če sem videl omenjen Escalade, ker to definitivno, Je pa nekaj ljudi padlo na to ti pa moram povedati. Zdaj je tega itak ful, pa vsi vejo, jaz sem bil to čisto na začetku, da mi pa poslal to, en tip, ki so se 2 dni nazaj, ti pogovarjala, ki ima 100,000 followerjev, ki dela televizijo za LA, za ESPN. In je zgledal res, on je bil en prvih, ki so mu shekali, in je bilo lečiti in napisal sem neko osebni mail, glasuj tam pa tam zame in jaz sem tisto kliknul. In potem je šlo vse v maloro. Zaradi tega ne klikati na nobene linke, ki jih dobite, ali pa raj 2-krat preverite, če je res to prav. Jaz dejansko, če kakšne stvari zaglasovati, tako, kakšen link, glasuj zame, ali kaj takega, tudi če poznam, v bistvu rečem, tam zap sem glasoval, ampak ne bom kliknil gor, nisem ziher. Tako da je bil splet res hecnih okoliščin. Je pa res, da potem takrat, ker sem se jaz malo bolj potrudil, kot ostali, da sem ta account nazaj dobil, da so potem rešili njemu, pa še 3 drugim medijskim osebam, ki so vsi v Ameriki, pa imajo veliko več, bi rekel človek, jaz pričakoval accessa, ne vem, do ljudi na Twitterju, tako da je tudi iz tega pol kar nekaj dobrih stvari izpadlo, bi rekel. So te bili hvaležni pol. Ja, recimo. Super, najlepša hvala, Iztok, da si vzel toliko časa, se bi lahko debatirali še v nedogled, ampak te res nočem predolgo zadrževati, ker sem te že tako dosti daleko, ker sem ti obljubil. Tako da se ti lahko samo še enkrat zahvalim za vse povezave do tvojega Substacka, samo tisti, ki ti mislim, da ti več ali manj že vsi sledijo tukaj, ki poslušajo, ampak tisti, ki ne ga seveda pofollowajte in boste vse povezave do njegovih objav dobili na njegovem profilu. Še kakšno stvar velja omeniti? Ne, mislim, da je to kar v redu. Se bomo seveda v priliki spet kaj slišali, pa podebatirali zdaj za ta playoff, verjetno ne bomo imeli dosti analizirati, če bo šlo tako kot po pričakovanji, če se pa kakšen šok zgodi, pa se slučajno Luka, ki je mimogrede na tej tekmi Reala, to so včeraj že objavili, da bo z Novakom Djokovicem na tekmi Reala in Crvene zvezde, ki mimogrede v tretji četrtini za 10 pik vodi Real. Sem imel stream odprt sprot, ker smo debatirali, se ga zeri uče gledal, ker namreč zdaj se bo začela tudi končnica v Euroligi. Pa imam občutek, da bom letos mogoče celo več euroligaško končnico kot NBA gledal. Zaradi seveda načina, na katerega se je reden del sezone končal, ampak seveda na koncu, ker sem tak manijak, tako kot vidiva, bom tudi NBA playoff pa preveč pogledal, pa spanja zaradi tega zgubil, ampak bomo seveda, če bo kar, seveda predvsem, ko gre za Lakers, če se zgodi kakšna strašno presenetljiva, te bomo morali pobarati, drugače pa mogoče poleti, ko bo free agency, pa ko bojo tiste premike naredili, lahko tudi malo poanaliziramo, kaj to pomeni za njih naslednjo sezono. Še posebej, če še Janis pride, ali kaj tasga, pa bomo pa tako imeli emergency space. Velja. To je to. Marko, hvala tudi tebi, da si se lahko pridružil zraven co-hostu tale pogovor in Iztok seveda še enkrat. Hvala tebi in se slišimo v priliki. Hvala Iztok in se slišimo. Živa. Živa.